pozdravljeni na novem kanalu, ki se bo imenoval Raj na zemlji. Sem Rok in vas bom popeljal po tej naši čudoviti deželi, ki skriva še nešteto skritih kotičkov in lepih znamenitosti. Slovenija je res raj na zemlji. Tako da pojdite z mano skozi ta kanal. Ta kanal bo namenjen vsem, ki imajo res radi naravo, so v njej doma, uživajo v njej. Plan je tak, da se bo snemalo, da bo objava približno enkrat tedensko. In sicer vsa Slovenija, ter tudi nekaj zamejske dežele, pa tudi nekaj Avstrije, Italije in Hrvaške, ampak vse v tej bližini. V tem kanalu boste dobili informacije res samo o tistih res najbolj skritih delih Slovenije, kjer še ni bilo skoraj nobene objave. Tako da bo res nekaj ekskluzivnega, nekaj posebnega, ker v to je vloženo kar precej dela, kar leta in leta že hodim okoli, snemam, tako naprej. Sedaj sem se pa odločil, da to delim tudi z vami. Kar nekaj se bo nabralo tudi teh najznamenitosti, tako imenovanih naj, kar pomeni najvišja, največja, najožja, najgloblja in tako naprej. Nekaj teh znamenitosti je celo naj v svetovnem merilu in povsem nepoznanih v Sloveniji. Imamo eno naravno znamenitost, ki je pač največja na svetu. To je izjemna naravna znamenitost, povsem nepoznana. In to bomo odkrili skupaj v tem kanalu. Potem imamo nek slap, ne vem, verjetno poznate slap kozjak, tega seveda ne bo v teh videih, to je ta slap kozjak pri Kobaridu. Tam prihaja trume ljudi. V Sloveniji pa se nahaja tudi slap, zelo podoben kozjaku. Kozjak je pač nekako tretiran med Slovenci kot najlepši slap, ker je res tudi zelo čudovit. Tudi v nekaki taki skalni votlini. Samo z razliko od tega, da je kozjak visok 16 metrov, ta slap je pa visok 50 metrov. To je res popolnoma tudi čisto neznan. To je eno teh draguljev, popolnoma skritih. Potem, da naštevam naprej, samo nekaj čez našo mejo, v Avstriji, 10 km od meje, se nahaja izjemen naravni fenomen. Kaj je to? Boste videli v teh videih. Potem, recimo, na Hrvaškem, tudi samo 5 km od naše meje, se nahaja spet en izjemen slap, je tak, res unikaten, res neverjeten slap. Tako da imamo v naši bližini ogromno teh skritih draguljev, za katero lahko rečem, da 99% ljudi ne ve. Zdaj pa da vam še povem, kje se pa danes nahajam. Sem nekje v Karavankah, na približno 1600 metrov. Sem se odločil, da na tem lepem travniku, zgodnjem pomladanskem, posnamem ta uvodnik za ta kanal. Tako da še enkrat pokažem, kje se nahajamo. Evo, tukaj je še kar nekaj snega. Seveda, to je pobočje Stola, tukaj pobočje Vrtače in pa tam pred snegom, pred soncem, srednji vrh.
Lep spomladanski sončen dan. Super za tale vodnik. Večina znamenitosti je seveda naravnih. Nekaj jih bo pa tudi takih, ki so delo človeških rok. Izjemno delo, dolgotrajno, dolgoletno, in tudi ti so izjemno zanimive. Se pravi, kot pravim, poudarke naravnih, ampak nekaj jih bo pa tudi v delu človeških rok. Tako da že ta prvi video sedaj, ki bo objavljen, bo take narave. Tako da, oglejte si ga, priporočam.